Hvala lepa vsem današnjim razpravljalcem, še posebej Dejanu in predno bi dal, če dovolite, najprej besedo razpravljalcem, ki so sodelovali, glede na, če imajo eventualno kakršnekoli komentarje na svoje kolege, potem pa seveda tudi vam v publiki. Ampak pri tem bi postavil nam še eno vprašanje. Dejan je omenil, da imamo za seboj 30 let tranzicije, kar smo pravkar obeleževali. Ne samo 70 let Golega otoka, ampak tudi 30 let tranzicije. Pred leti, bilo je leta 96, mi je nek morjeplovec, s katerim sva se srečala v enem od teh zalivov v Jadranu, skupni večerji, rekel, kakšni ste vi ljudje? Jaz ga gledam, kaj je narobe. Prav, bil sem na Golem otoku in na Golem otoku piše tabla Dobrodošli na Golem otoku. Prav, jaz nisem bil na Golem otoku. Kaj mu naj odgovorim? Da leta 96, ko smo že najmanj 10 let vsi nekaj vedeli in brali o Golem otoku ali pa bili s tem soočeni na tak ali drugačen način, se napiše tabla Dobrodošli na Golem otoku. Ta tabla je še danes tukaj in je tudi na vabilu na današnjo razpravo. Zaradi tega sem tudi želel, da je ta tabla na tem vabilu. Mislim, da leta 2007 ali 2008 je bila sprejeta Evropska resolucija o totalitarizmu. Slovenski parlament, kot vemo, te resolucije ni sprejel. Sprejel je samo, da je bil z njo seznanjen. Se pravi, mislim, da je tukaj več kot zadostna razlika v razumevanju odnosa do te resolucije. In seveda, preden odprem razpravo, sem hotel samo še to reči, zakaj nam je vse eno, ko govorimo o tem, s čimer smo se danes srečevali, oziroma s čimer se srečujemo. Zakaj nam je vse eno in zakaj nam napis Dobrodošli na Golem otoku ni moteč. To je zame eno od tistih vprašanj, Dejan, ti si nam ga več zadosti odgovoril, pa vendar vseeno, zakaj nam danes po človeški plati ta napis ni moteč. Zdaj bi pa prosil, če ima kdorkoli od razpravljavcev kakršnokoli pripombo na današnje razprave drugih kolegov, da eventualno še pristopi in pove. Prosim, Manca, glede na kamero, prosim. Pravzaprav bi sam to povprašala, da to vprašanje, kako je človek doživel pravzaprav ta napis, bi bilo mogoče pravilno predstaviti pravzaprav dvema pričevalcema, ki ste tukaj, torej magistru Aplencu in dr. Rogiču, kaj pravzaprav njuju dva, ki še toliko bolj zaznamuje ta napis Dobrodošli pomeni, ker verjamem, da te table, ko sta oni prihajali, ni bilo. Kako so se 60 pa 70 let kasneje... Ne, seveda, da ne. Mislim, tako da bi mogoče podvajala komentarje pravzaprav magistra Aplenca, ki je bil kot prvi, pa mogoče dr. Rogiča, da pokomentirate to. Izvolite. No, jaz bom zelo kratek, ne. Torej, tole, tisti plakat Dobrodošli na Golem otoku je še najmanj, ne. Jaz sem bil na Golem otoku večkrat zdaj, ne. To me je ta študijski center za narodno spravo, pa Nova revija je ta prva naredila, pa so me povabili, ne grem zraven, ne. In na tisti ladji, ne, ki nas je pelala na Goli otok, so začeli igrati harmoniko. Torej, pravzaprav prvič je tisti hrvaški kapitan tam eno musko šraufal. Jaz sem šel k njemu, sem rekel, poslušajte, ugasnite ta radio ali vam ga pa razbal, ne. Pa ga je ugasnil, ne. Drugič
harmoniko so špilali, ne. Pa sem šel v Kunmo, pa sem rekel, poslušajte, to nehite, ali bomo pa harmoniko vrgel v morje, ne. Zdaj, imamo, ne, odnosno so, torej potovanja, recimo v Dachau, ali pa v druga nemška taborišča, in sem tam rekel, a bi vi tam igrali harmoniko, ko greste kaj? Zakaj jo pa igrate tle na Gornjem otoku, in to so Slovenci? Pa dobro, ti Hrvat. Na to vprašanje jaz nimam odgovora, ne. Je pa psihološko to grozno zanimiv, ne. Da je izlet, ne, v eno koncentracijsko taborišče, da zasluži harmoniko, ne. No, tukaj, torej, zdaj ne bom več naprej razpravljal, ne, o tem, ampak to je za razmislek, ne. No, ampak, no, recimo, to moram še povedati, ne. Poleg Goljega otoka, pa mi se ne bojimo Goljega otoka več dobre, ne. Jaz že ne. Sem imam ameriško državljanstvo, jebenti, kar ne me še enkrat zaprejo, ne. Ampak, v tisti ljudski vstaj, ne, za časa vlada Janeza Janše, ki je bil predsednik vlade, najprej v Mariboru, tiste granite kocke, pa požigi, pa vse to, ben ni bil nič kaznovan, ne. To ni bil sovražen govor, niso bile sovražne dejanja, ne. To je bil sam, ne vem koga, ne. V Ljubljani pa je bil sprevod. In v sprevodu sta bila dva plakata. Na enem je pisal vse v hudo jamo, na drugem je pa pisal vse na Golji otok. In tisti plakat, ne, to sem jaz videl na televiziji, je nosila ena ženska. Ne. Nihče od novinarjev, kolikor jih je v solni Sloveniji, ki se tako, ne, ponašajo svojim raziskovalnim novinarstvom in tako naprej in tako nazaj, ni šel pa pogledal tisto, pa najdel tisto žensko, pa rekel, kdo vas je pa, kako pa vi to mislite, vse na Golji otok? Torej, dobro je, s tem sem jaz končal, je pa to za premislek, ne. Kje smo še, ne? V sredi ene neposrečene tranzicije. No, tukaj ob tem najdemo, gospod Rogič, medtem ko gospod Rogič prihaja, imamo tudi predsednika, nekdanjega predsednika države, ki je za hudo jamo rekel, da je to drugorazredni problem. Ne? Ja. Tako da, gospod Rogič, prosim. Hvala. Moje bi pitanje bilo prvo na to, je li Goli otok bio uopće potreban? Zašto je on nastao? Je li bila opasnost Staljina da uđe u Jugoslaviju? Takozvani antagonistički Widersprüche, to znači ti paradoksni, ti proturječja, jer komunistička teorija kaže ovako, mi moramo u ovom, recimo, tanjuru, tom krugu socijalističkom, mi ne smijemo stajati, nego mi se moramo između sebe malo gložiti. Do tog momenta, ali nijedan ne smije iz ovog okvira izići vane. Ako jedan iziđe, onda moramo djelovati. Kod Tita se nije dogodilo. U Mađarskoj se dogodilo zašto? Jer su ovi komunisti iskočili iz tog okvira. Napustili su tu antagonističke Widersprüche, kako to Njemci reku. U Čehoslovačkoj je isto bilo, recimo u Poljskoj je jeruzalemski došao general i on je to počistio. To znači, moje mišljenje, da nije uopće bilo potrebno Titu jedan Goli otok stvoriti i goniti i mučiti svoje prijatelje ili suborce od onoga. To je prvo, u redu. O tome se može dalje govoriti. Odgovorit ću na to. Moja žena prije 2-3 godine išla s jednom grupom
Reisegesellschaft u Hrvatsku tu i onda su se vozili magistralom gore prema Rijeci. I voditelj kaže, vidite, to je Goli otok. Tamo su bili najprije neprijatelji Titovi, protivnici, a onda su kasnije samo kriminalci bili. Na to je moja žena se digla i na hrvatskom mu je odgovorila odmah. Nije istina, jer moj muž nije kriminalac bio, a on je bio na Golom otoku. I onda vidite i onda dođemo na to, willkommen, dobrodošli na Goli otok. To je ono što mi nemamo više smisla za te žrtve. Kad je meni taj Albanac, ja sam to slikao u toj knjizi mojoj, knjižici maloj, kad je meni taj Albanac pokazao onu čatrnju, bunar, gdje je voda, i kad je on meni toliko pričao, on je bio onda više nego mojih godina, ali je bio slab skroz. I teško mi je govorio hrvatski, i onda mi je u povjerenju najprije gledao, ga ko sluša. Vidite, mi smo to gonili kamen gore, gurali, i kad smo došli gore, ono gdje je ovo sad čatrnja ta bunar, mnogi od nas su vidjeli tu besmislicu i s tim kamenom svojim, da stanu, stavo ga tu, srušili su se unutra bunar i poginuli. Te žrtve, i onda što piše o vašem, recimo ovo na njemačkom, ovdje neki iz Regensburga, da recenzija vaše knjige, da se to ne smije usporediti s holokaustom. Ovako, dozvolite mi jedno pitanje. Je li moja krv drugčija od vaše? Koja je razlika ako neko dođe i hoće vas ubiti i vašu krv prolije, a moju ne prolije, ili moju prolije isto, isto je crvena kao i vaša. Ja sam čovjek i ja imam pravo na život. Ti mi ga nisi dao, ne smiješ mi ga odnijeti. Oprostite, ja onda bi previše. Ne znam. Hvala vam. Še kdo od razpravljavcev? Prosim, gospod Zernič. A lahko sem zaradi kamere? Jaz sem si pripravil en tekst, pa ga potem nisem želel čitati, in ker sem govoril brez njega, sem spustil nekatere stvari, so mi ušle. In ena stvar je tisto, kar se mi zdi bistvena ugotovitev, zakaj je Goli otok bil potreben. Goli otok je bil potreben zaradi načina oblasti. Ta oblast je bila revolucionarna in že leta 1939 je Edvard Kardel v svojem znamenitem delu in še danes zelo vplivnem delu Razvoj slovenskega narodnega vprašanja napisal: kdor dela revolucijo samo na pol, je obsojen na pogubo. Se pravi, ko je ta oblast začela vajeti države prevzemati v svoje roke, je delala revolucijo in to revolucijo je hotela narediti popolno. In je zato najprej odstranila vse ideološke nasprotnike in vojaške nasprotnike. Draža Mihajlović, škof Stepinac sta procesa proti njemu, sta začetek tega, potem množična likvidacija potencialnih oboroženih sovražnikov, to so bili domobranci, ustaši, četniki in tako naprej. In ko je vse to počiščeno, ostane na oblasti ena sama stranka. In znotraj te stranke je edina možna opozicija. Druge opozicije ni možne v tem momentu. In ta opozicija je pa seveda dejanska nevarnost, zlasti v taki poziciji, ko se znajde Sovjetska zveza na eni strani, Jugoslavija na drugi strani. In zaradi tega se seveda Tito, Kardel
Mislim, Kardelja smo malo danes potisnili v ozadje za Rankoviča, pa ne vem koga še vse. Mislim, da to ni korektno, ne? Da so ti ljudje v tem smislu, da bi obdržali oblast, da bi to oblast obdržali za zmerom, tako rekoč, bili pravzaprav v to prisiljeni. In pouk, ki so ga dobili takrat, je bil zelo nazoren. Spomnimo se, ko so v 70-ih letih 4 osebe samo umaknili iz pedagoškega procesa, pa so jih zaposlili na inštitut. Ne? Recimo, marsikomu bi bilo to celo dobrodošlo, če bi ga iz pedagoškega procesa postavili na inštitut, da bi lahko se samo z raziskovalnim delom ukvarjal. Ampak takrat so vsi vedeli tisto naučeno lekcijo, bodi tiho, ker se sicer tudi sam lahko znajdeš v tej situaciji. Zdaj, ko sem že pri besedi, bi rad dodal tisto, kar je gospod Podberšič prej omenil v zvezi z gradnjo spomenika na Rabu. Tudi to sem nameraval omeniti, pa mi je zmanjkalo časa. Je pa zadeva seveda zanimiva. Ena od stvari, ki mi jih je pripovedoval pokojni Jože Jurančič, je bila tudi ta, da leta 1953, ko izbruhne ta kriza okrog Trsta, Trst je naš in te stvari, se jugoslovanska propaganda spomni na Rab, koncentracijsko taborišče na Rabu, kjer je umrlo 4862 internirancev, kar je seveda bilo močno napihnjeno število. V tem času do leta 1953, od leta 1943 je pokopališče popolnoma že izginilo originalno. Naročili so arhitektu Edu Ravnikarju, da je naredil novo pokopališče, ki je popoln fake. Tam, kjer so zdaj označeni grobovi, je po slučaju mogoče kakšno truplo postavljeno oziroma leži ali ostanki kakega trupla, da bi pa bilo pod križem, na katerem je napisano ime, truplo oziroma posmrtni ostanki tistega pokojnika, ki je tam zakopan, pa sploh ni mogoče. Skratka, to je res popoln fake, ne? Jože Jurančič, ki je, kot sem rekel, po moji oceni eden največjih junakov v slovenski zgodovini, je se hodil kot interniranec na Golem otoku na Rab, da je to taborišče delo. Tako je on meni povedal. In potem sem to zgodbo povedal v nekem intervjuju za sobotno prilogo Dela gospe Mojci Murko in je ona to tudi objavila, na kar sem dobil telefonski klic od enega od sinov Jožeta Jurančiča, ki je bil tudi sam na Golem otoku. On mi je pa rekel, da to sploh ni res. Zdaj, ali je ta zgodba resnična ali ni resnična, jaz iz tega ne vem, ampak seveda je iz tega možno marsikaj dojeti tudi glede tega, kako je učinek Golega otoka deloval še v 80-ih letih. Hvala lepa. Samo na to temo, ne? Obstoja zelo velika in debela knjiga, monografija o arhitektu Ravnikarju. In tam noter piše o ureditvi taborišča na Rabu, pokopano bivšega taborišča. Torej, uporabljen je bil tisti, tako imenovani marmor iz Golega otoka, to piše noter, to lahko, če greste v knjižnico, pogledajte tisto knjigo, imate noter poglavje o tem. Jaz sem ga prebral, ne.
tega arhitekta Ravnikar ni bil glih navdušen nad tem, kot tam piše, ne, da bi uporabil ta marmor, ne zgolj Gotoka, ampak je bil prisiljen, ker so te sindikati, ne kakšni združeni sindikati, rekli, da je to finančno efektivna zadeva, ker ne stane veliko. Aha, ja. Prav, meni se je zgodilo nekaj podobnega kot profesor Jezerniku. Tudi sam sem pozabil poantirati eno stvar, na katero me po resnici napeljal že prej kolega prijatelj Dejan Komel. Skratka, nemišljenje. Kaj ti rudarski in podobni rekordi, o katere sem pripovedoval, kaj so povzročili? Povzročili so radikalni stadij nemišljenja, ki je povezan z neprimerjanjem. Pred to dobo se je v Jugoslaviji primerjali z uspehi v Sovjetski zvezi po drugi vzhodni Evropi. Skratka, z časom Informbiroja, oziroma Gojega otoka, je Jugoslavija izstopila iz tem primerjave. Enkrat je bila vse posod svetovni rekorder. Skratka, ni več obstajal merski sistem in to je tudi nekaj, kar danes često najdemo. Često najdemo, ko imamo kakršenkoli problem in se ga ne postavi v svetovne kontekste, ampak se ga zameji znotraj same Slovenije. Se pravi, ta odpoved mišljenju, ki je pravzaprav izhaja iz tega, da ne gledaš samega sebe in se samo interpretiraš, ampak se vzpostavljaš v svetovne kontekste. In hvala obema. Renato? Se opravičujem, bi demantiral spoštovanega kolego Benaga. Renat imamo Doliča na čelu slovenske vlade, tako da smo primerljivi. Ja. Nismo te slišali. Bi ga demantiral kolego malo za šalo, malo za res. Na čelu slovenske vlade imamo Luko Dončiča, slovenske politike, v primerjavi s Košarko. To je bilo decidirano zapisano pred kratkim v nekem resnem cajtengu, tako da verjamem, da je temu res tako. Ko je Renat govoril, da ni primerjave s svetovnim kontekstom. Očitno je. Dejan. Jaz bi izkoristil priliko, ker imamo tu proučevalca profesorja Jezernika, ki se je dotikal tako jugoslovanskih kot italijanskih taborišč. Zdaj, koliko jaz vem, povojna Jugoslavija ni klicala na odgovornost za vojne zločine ali kaj nobenega Italijana. Mislim, da koliko sem jaz, da tega primera ni bilo, čeprav so knjige polne zločinov Italijanov. Zdaj, če vzamemo potem tudi, da Zahod do Golega otoka je bil zelo milostljiv, da so poslali po nekem pričevanju eno delegacijo mednarodno sodišče leta 70, ko je bila verjetno že kinodvorana tam zgrajena pa podobne reči. Ampak kako je pravzaprav potem to razmerje, ker to bi tudi pojasnjevalo, zdaj, zakaj zanemarjanje pravzaprav Raba kot taborišča za Slovence, pa pravzaprav ne poudarjanje teh žrtev. A je tu med Italijo in Jugoslavijo, kot je Udba prodajala, če so prodajali dol Robo, da so imeli tudi tu en dogovor o nedotikanju, ali kako. To se mi zdi eno vprašanje, ki ga imam zelo veliko vprašanje. Ja, tole je eno zelo interesantno vprašanje, s katerim sem imel tudi neko osebno izkušnjo. Namreč v Evropskem parlamentu je nekaj italijanskih poslancev govorilo o slovenskem narodu kot o genocidnem narodu. In meni se je zazdelo to malo preveč, pa sem se takrat obrnil na takratnega ministra za kulturo, se prošnjo, da mi odobri nekaj tedensko štipendijo, da grem v Rim v centralni arhiv. Takrat mi je ta gospod to takoj odobril, ko pa me je
ena starejša kolegica, ki je imela izkušnje z delo v centralnem arhivu državnem v Rimu, opozorila, da rabim noto verbale, da me drugače ne bodo spustili. Sem se obrnil na slovensko ambasado v Rimu s prošnjo, da mi dajo noto verbale. Od tam nisem dobil nobenega odgovora. Ko sem bil v Rimu, šel sem v Rim za 1 mesec, potem sem tam stal 14 dni, ker sem potem bil v drugem tednu samo še turist, je ostala zadeva brez odgovora. Se pravi, slovenska ambasada je podirala tisto, kar je minister za kulturo takratni naredil. In ko sem se vrnil iz Rima, sem bil poln ogorčenja, kaj počne naša država. Sem predlagal na delu, da naredijo en pogovor, ker bi to obelodanili. V sobotni prilogi so to naredili, ampak ni bilo preprosto nobenega odziva. Slišal sem potem tako bolj od strani, pa bolj potiho, da pač to je nekaj, kamor ni dobro preveč drezati, ne? Ker je dobro, če imamo dobre odnose z Italijo. Glede tega, kako so se Italijani zmazali, ne, iz tega, pri nas je bilo, smo slišali kar nekaj koncentracijskih taborišč, ni bil samo Goli otok, ampak v Italiji sem govoril z enim gospodom, ki je bil star 13 let, ko je prišlo do, oni pravijo, armisticija in ko je razpadlo koncentracijsko taborišče Renici. On je šel takrat do tega taborišča, je začel zbirati predmete, jih je spravil in potem je bil že takrat starejši gospod, to je bilo leta 1995, ko je ustanovil v tistem mestecu v Toskani muzej in biblioteko Rezistence. No, jaz sem tega gospoda obiskal in sem ga vprašal, med drugim, koliko je bilo taborišč in takih točk v Italiji. Veste, kaj je rekel? Rekel je, da jih ima 600 evidentiranih, ampak da to ni vse, da računa, da jih je vsaj 700. Če pa pogledate katerokoli enciklopedijo druge svetovne vojne, pa v njej sploh ne boste našli gesla italijanska koncentracijska taborišča, niti poimensko kot takšna, kot so Rab. Pazite, na Rabu je v 2 mesecih, ko je bilo najhujše umiranje, procentualno umrlo veliko več ljudi, kot v kateremkoli nemškem taborišču. To je procent noro visok. Ampak to ne obstaja, ker so se pač zavezniki pogodili na ta način in italijanska država je dala vso to gradivo pod 75 let zapor, pod 75-letno klauzuro, češ da so to osebni podatki. Zdaj, kakšen osebni podatek je to, so naredili racijo v Ljubljani in so internirali v eni ulici recimo 50 ljudi. To ni noben osebni podatek, ne? In potem se seveda še v glasu k besedi Berlusconi, pa pravi, tam na Rabu so bili tako, kot bi bili neki turisti na počitnicah, ne? Tako da se je potem to celo New York Timesu zdelo too much, ne? Pa je naredil New York Times eno reportažo, kjer je bila na naslovni strani objavljena ta zadeva. Skratka, Italijani in sosedne države, ki so bile žrtve tega, in Zahod so tukaj imeli en interes. Danes je bilo omenjena tista deklaracija, ki je obsodila nacistične in stalinistične. Resolucija. Fašističnih ni. Ne, v imenu ne. V imenu ne.
samo nacistični in stalinistični, fašistični pa ne, kot da to ni obstajalo. Kar je seveda slabo in jaz mislim, da je treba seveda enako vse te totalitarizme obsoditi, ampak ni dovolj, da se to obsodi, ker če se samo obsodi, tako kot smo slišali, se od tega samo distanciramo, to se nas ne tiče. Treba je razmisliti tudi, kaj smo mi podedovali od tega. Hvala lepa. Hvala lepa. Renato, prosim. Ja, prosim. Zavedam se, da s tem posegom lahko samo odpremo Pandorino skrinjico. Zato apeliram ali ponujam, ali imate možnost, Nova revija, kdorkoli že, da pripravite poglobljeno diskusijo o fašizmu, fašističnih taboriščih, odnosu do fašizma v neki časovni premici, tudi v tem okolju. Kajti zdaj tega ne bomo mogli zapreti do 4. Tukaj predhodniki, zlasti zadnji, profesor Jezernik, so odprli kar nekaj stvari, ki držijo, ampak jih je treba poglobiti. To vaše izlaganje bi dal sproti vprašanjem. 1986, ko je Kurt Waldheim postal generalni sekretar Združenih narodov, nekdanji avstrijski predsednik, predvojni častnik, nemški oziroma SS-ovski, je imela Jugoslavija vse podatke o njegovih inkriminiranih dejanjih med drugo svetovno vojno, ampak se nič ni zgodilo iz višjih državnih interesov. No, nekaj podobnega na meddržavni ravni je tudi v odnosu do fašizma in nacizma. Verjemite mi, da so v različnih beograjskih arhivih zelo bogati dosjeji vojnih zločincev, tako Mađarov kot Bolgarov, kot Nemcev, kot Italijanov. Zelo bogati. Zakaj v Italiji ni prišlo do epuracije, je tema, ki zahteva poseben večer, poseben popoldne, dan. Debat bi bilo več kot preveč, izhodišč je ogromno, ki se samo od sebe ponujejo. Nenazadnje, Italija je bila ujeta v medblokovske delitve in vemo, kakšne so bile zlasti prve volitve 1948, kakšne so bile koncesije zahodnih zaveznikov. In zaradi vojnih zločinov je bil v Italiji obsojen en sam general, in to strani medzavezniškega vojaškega sodišča, ki je upravljal Italijo do 1947 pariške mirovne pogodbe, in sicer zaradi poboja zavezniških vojaških ujetnikov leta 1942 v okolici Barija v ujetniškem taborišču. Pozabil sem pa ime tega generala. To je bila predstava za javnost. On je bil kot poveljujoči obsojen na smrt in tudi potem justificiran oziroma sodno usmrčen, ustreljen. Edina koncesija. Jugoslavija nikoli ni postavila razen deklarativni ravni zahteve za kaznovanje Čerutija, Robotija, Roate, ljudi, ki so bili neposredno kot poveljujoči odgovorni za zločine v celotni Jugoslaviji, tako tudi v Ljubljanski pokrajini, na Primorskem. Primorska je drugačen problem, ker je notranji problem Italije do leta 1943, mednarodno pravo 1947. Tako teme se odpirajo in dejstvo je, da mi, slovenska država, tudi neodvisna, samostojna, naredi premalo. Glejte, pred 10-letjem, dobrim, 2007, je bila velika debata o nekdanjem italijanskem koncentracijskem taborišču v Visku. To je kraj sredi Furlanije, zahodno od Gonarsa, kjer je v letu 1943 umrlo samo 25 Slovencev. Imamo dokumentirano name by name, se pravi, vemo za vse. Italijanske oblasti so v nekdanjih kasarnah, vojašnicah, hotele, ker je bilo taborišče, dokumentirano, hotele napraviti velik nakupovalni center. Uprl se je profesor Ferruccio Tassin, ki je profesor zgodovine in senzibilen v odnosu do slovenske stvarnosti v Furlaniji Julijski krajini, pričakoval podporo italijanske in slovenske države, ki je ni dobil. Zdaj pa vam veliko pove že to, da v Italiji sta išli vsaj 2 tehtni zgodovinski študiji, ki govorita o taborišču Visko
ena se celo prevaja in bo v kratkem išla pri Goriški Mohorjevi družbi v slovenščini, ampak slovenska država ni nič naredila za to, tudi moram reči mea culpa, zgodovinska stroka, da bi te študije išle in prišle na slovenski trg. Zanimivo je, da se s temi študijami v Italiji ukvarjajo ljudje, ki so z srednje pa z južne Italije, torej ki niso recimo obremenjeni s tako imenovano slovansko nevarnostjo, karkoli že to pomeni. Tukaj bi izpostavil imenitno študijo I campi Duce, torej Dučejeva taborišča, ki jo je napisal Carlo Spartacugreco, doma iz Kozence, torej iz južne Italije, iz Kalabrije, ki je prevedena tudi v slovenščino in je po moje verjetno najboljša študija, ki pokaže vendarle, da je dokumentov veliko, se pa strinjam z vami. Sam sem dosti bil v italijanskih arhivih, tudi v arhivu Centrale dello Stato, kjer pa ni toliko teh dokumentov. Večina jih je v vojaškem arhivu, se pravi Archivio dell'Esercito Italiano, arhivu italijanske vojske, kjer pa drži, da vam pokažejo tisto, kar oni hočejo, ne pa kaj raziskovalec išče. In tukaj je odsotnost slovenske države, ki se na sistemski ravni ne zavzame, in podobno tudi, kar sem uvodoma povedal v svojem izlaganju prej, v svojem referatu, odnosa do srbske države ne pokaže kot naslednice arhivskih dokumentov nekdanje skupne države in podobno je v Italiji. Zlasti Primorska je bila do 47 formalno pravno del Italije, tam je za naše območje ogromnih arhivov, ogromnega materijala. To ekipa ne bi mogla v enem življenju pogledati, ker je res preveč, to je kilometrov in kilometrov gradiva. Ampak tukaj ostaja tudi naša zgodovinska, politična, če hočete, arhivska stroka premedla, ne zavzame jasnega stališča in ne zahteva tistega, kar bi človek pričakoval, da je pač po nekem pravnem redu samo po sebi umevno. Tako da te drobne nagajanja se začnejo pri recimo osebnih šikanah ali pa preprostemu vprašanju, ki je gradivo, pa italijanski arhivisti odgovorijo, ja ga ni, je uničeno, je v urejanju, je v konzerviranju. Skratka, nič se ne naredi na državni ravni, še enkrat na sistemski ravni, da bi se do tega gradiva prišli in potem adekvatno stvari zaprli. Tako da jaz mislim, da stvari sploh niso tako črne po eni strani, da se veliko dela, po drugi strani pa manjka nek urejen, utečen, državno voden projekt, ki bi te tematike, ki smo jih zdaj tukaj načeli in ki sem jih vsaj malo poskušal predstaviti, presegal današnji pogovor našo Golem otoku, da bi jih tudi zaprli. To je to. Hvala. Smera. S temi našimi konzularni in ambasadorskimi predstavništvi imam tudi sama bolj slabe izkušnje, pri čemer je šlo v mojem primeru, kot se meni zdi, za popolnoma neobčutljivo zadevo. Namreč našla sem, oziroma nisem našla, ampak sem transkribirala dnevnik enega cesarsko-kraljevega generalmajorja v pokoju iz Vipave. In tam sem naletela na ime Panos, ki meni seveda kot germanistki ni povedala popolnoma nič. Je pa bil človek, torej ta Alois von Panos, angažiran na soških frontah. In jaz sem hotela dobiti več podatkov o njemu, ker on je bil podpisan kot zadnji na desni strani na tem dnevniku, za katerega jaz dolg časa sploh nisem vedela, kdo ga piše. In sem rekla, mogoče pa to on. Ne? In ko se je vojna začela, pa začne pisati avtor o prvem sinu, drugem sinu, potem pa jaz končno najdem podatke za tega Panosa, pa se rekla, pa ta bi moral biti genij in naravni in miselni, ne, bi imel že pri 12-13 že enega sina, pa drugega sina, torej to ne bo šlo. Ampak jaz sem hotela ugotoviti, kdo je ta Panos. In glede na to, da vprašaj v vojni muzej v Beogradu, ne? In jaz na Budi Galena pišem vojnemu grad in mi odgovori tam ena gospa in reče, lepo vas prosim po uradni poti zaprosite ali vaše ministrstvo za zunanje zadeve ali vašo ambasado. Pa sem rekla, če se tukaj pojavim kot Miladinović zalaznik v Ljubljani, sigurno ne bo nič, boljš, da jaz probam Miladinovića, ne, pa tam v Beogradu. In moram reči, da jaz pišem ambasadi naši in povem, da je to ta projekt, da se s tem ukvarjam, da lepo prosim, da mi
povejo, če je kaj materijala, pa se ga da dobiti in tako. Torej tega je minilo zdaj, so minile 3 leta, odgovora še vedno ni. Imela sem pa to srečo, da v tem vojnem arhivu dela ena gospa, ki je, da tako rečem zdaj, da ne bom bolj določna, ki je slovenski goralist. In mi je zato, ker je zdaj Miladinoviča ne, tako pa ona. In mi je potem off the record povedala, da nimajo nič, ampak da ne jaz kar in tako naprej. Tako da to je ena velika groza. In če bomo tako delali, še tam, kjer je volja, pa kjer so zametki, začetki nekega vedenja in možnosti, da se neke stvari razčistijo, to bo vse zgubljeno. Hvala. Torej. Torej, jaz bi rekel, takole, profesor Jezernik je rekel, ni dovolj obsoditi, ne, ampak kaj smo mi podedovali. In veliko je bilo o tem govora, o tem strašnem času, pravzaprav, ki nikogar ne pusti pravzaprav hladnega in torej vse prizadene. Ne. Ampak, glejte, vprašanje je v zadnjem času, bi človek rekel, v zadnjem letu, pol leta, veliko govorimo o tem, kakšna je politična kultura pri nas, ne? Kakšna je osebna, kakšna je strokovna, kakšna je, kako bi rekel, družbena kultura. Ne? In zdaj se vprašajmo, ne? Andrej Aplenc je rekel, če se želite rehabilitirati danes, ne, se to ni mogoče pravno. Ne? Recimo, torej, pred 30 leti, ko je prišlo do nove zamenjave oblasti, se je kaj zgodilo? Kaj naredi ta prvi totalitarni sistem? Ja, zažge arhive. Razumete? Poskril je tiste arhive, ki so najbolj grozni, jih je požgal. Ne? V papirnico jih je pelil. Ali pa poskril na kakšna mesta, da jih imajo nekateri posvečeni za bodoče. Ne? Beograjski arhivi še niso čisto odprti, na te čakamo, ne? In upamo, da ne bojo imeli tam vpliva, da bi videli. To je naša politična kultura. Ne? Pardon, so odprti, pa niso dostopni. No, vem, ampak sej, ne. Ne. Recimo, ne, torej zažgemo arhive. Ne. Torej, sprejeli smo tudi v času pred 15 leti je bil zakon o arhivih, ki je relativno odprl zadeve. Ne. Ki je izključno, to je politično vprašanje, bo arhivi odprti ali ne. To ni strokovno vprašanje, da se razumemo. Želeli so, da bi bilo strokovno. Zdaj, pred ne vem koliko leti, so ga nekoliko priprli ali zaprli. Ne? To je naša politična kultura in možnost raziskovanja naše seveda preteklosti. Torej, vi imate zdaj v zadnjem času, se ogromno govori, torej, kako je nizka pri nas politična kultura. Beremo včasih neki velik pravnik, ki zjalo, ne? Veliko o tem piše, recimo, ko je nekdo rekel, da je oblast mafija. Ne? Zdaj se pa vprašimo, kakšna je bila politična, osebna in družbena kultura pred letom 1990 ali pa po letu 1945. Kakšna je bila osebna kultura teh ljudi? Kakšna politična kultura, da si tako zav, ne, tako hudoben in zlov, da nekoga ubijaš in tisto, kar je Aplenc govoril, da ti grejo lase po koncu. Kakšna je kultura teh ljudi? Ne? Politična, družbena in osebna ter strokovna. Zdaj pa pridemo do tega. 90 ga zažgemo. Kdo ima oblast v rokah? Vse temeljne postulate današnje oblasti. Ja, približno podobni ljudje, kot so bili prej. In te ljudje mi danes pišejo, ko nekdo reče, da je mafija vlada, ne, politična, ne, ker gre za politične kriminalce, mafija je celo prešibko izraz. Ne. Torej, govorijo, ne, torej, te ljudje, da je nizka politična kultura, kaj pa obsojajo za politično kulturo? Ko ti gre čez glavo, ne, torej jaz spoštujem te žrtve tega sistema, ki se tako obvladujejo, ne,
da ne rečejo nobene grde besede, ki grde besede veljajo pri nas za, torej tisti, ki govorijo o nizki politični kulturi, ne, govorijo, da so nedostojne besede grde. Ne, torej, in da je to znak nizke politične kulture. Ja, za božjo voljo, poslušajte, a se vam zdi, da so nekega politika pred volitvami zaprli en teden prej, a je to znak visoke politične kulture, zaradi tega, ker so se lepo obnašali in so zlorabljali pravo in se držali modro in sodili po zakonu in zavlačevali nekaj. A so to znak visoke politične kulture, da vas sistematično lahko preganja sodstvo od najnižje stopne do najvišje s tem, da se resno drži in pravi, sodimo te in ne vem kaj, v bistvu pa zlorabljajo pravo. Razumete? Mi govorimo o stvari, da so danes 90% stvari, ki jih je odprl inštitut, bi človek rekel vrš, za spravo, ki so jih odprli neki posamezniki ljudje od leta 85-86 naprej, recimo se raziskuje to nedovoljeno zgodovino. 90% te zgodovine ali pa tega zgodovinopisja je bilo v bistvu izsiljenega. Izsiljenega. Ljudje so tvegali, bi človek rekel, ne zdaj kakšne grozne stvari, ampak te izločijo, zmerjajo, ponižujejo, diskreditirajo in podobne stvari. Razumete? Torej, še vedno te stvari niso stvar osebnih svobode. Ne? Mi sistem, bi človek rekel, pravimo, zdaj govorimo, Italijani so taki, Nemci so taki, ja, prav nemajo zaprte arhive, kam me briga. Ne? Ampak tudi pri nas so zaprti arhivi. Razumete? V bistvu, če pa ne želijo vam dati, vam pa ne bojo dali. Ne? In tudi pri nas, torej, vas začnejo diskreditirati lahko. Ne? Torej, ko govorimo o politični kulturi, osebni, strokovni, družbeni in govorimo, da je nizka kultura, poglejte vedno, kdo to komu očita. In trdim, da ni nespodobno v primerjavi s tistim, kar so počeli in kar počnejo lege artis, bi človek rekel, po zakonu, takem ali drugačnem, ali zlorabljanju zakona, z nasmeškom ali pa resno držo, ne, in vas gonijo 10-15 let, ne, da vas izčrpajo, uničijo, ne, ali pa tisti, ki enkrat znori en pa reče, dosti vas imam, vi ste mafija. Razumete? Ko bomo osebno prišli do ravni, da je samo svoboda in demokracija, ki je uravnotežena, checks and balance in tako naprej, balances, torej, ne, da je samo svoboda tista, bi človek rekel, ki omogoča odprt, jasen in neproblematičen pogled v preteklost. In o njej pravzaprav soočenje z njo. Ne. O tem, kar je danes, bo en člančič, zato ker so si naštimali, da bo, drugače ne bo pa nihče nič poročal. Razen tale televizija tukaj, ki jo pa gleda 0,5% ljudi. Hvala lepa. Hvala lepa. Pravzaprav si dal neke vrste zaključek te naše konference, pa vseeno bi opozoril še na neki razčlovečenje, ki smo ga mogli pričati. Jaz temu druge besede nimam kot razčlovečenje, ki je trajalo desetletja, je postalo del naše zavesti. In odnos do tega razčlovečenja se kaže danes leta 2019, 30 let po tistem, ko smo se odločili, da to razčlovečenje ni bilo pravo. Mi tega razčlovečenja ne sprejemamo, še vedno ne sprejemamo in zato je ta plakat, tako kot je, zato je to, kar je govoril Vasko, kar je Dejan in vsi ostali. Hvala lepa za današnji večer.